Jaz mislim, da je veliko knjig, pravzaprav kot dnevno izhajajo in nastajajo napisano v mrtvem jeziku. Ne? Kot da bi prej, kot so se pač skotile, sanjale ta svet, na katerega prihajajo, in ko so vstopile v njega, so že vedele osnovne stvari narediti. Ne? Pokrovitelj oddaje Art Jurak, kipar vrtnih skulptur, ograj in umetniških del. Moj gost je Feri Lainšček, pisatelj z veliko začetnico. Feri, jaz tebe tako rada berem, mislim tvoje knjige, da vem prav, odkot ti prihaja ta jezik in te besede, žmohtne, ki so boljše kot film. Dobrodošel v Kompas, seveda. Pozdravljena, hvala za te lepe besede. So me kar dvignile. Feri, se bo tikala, ker ti praviš, da bo vikanje izumrlo. Seveda, stvari se spreminjajo. Ja. Od slabšega k boljšemu. Imaš ti rad črno barvo? Kaj praviš na to, da sva danes 100% črna? Govorim seveda o obleki, a ne? Tale zgodba s to črno barvo pri meni ima eno zgodovino pravzaprav. Pa na različne načine lahko odgovorim, ampak zagotovo je res, da ko se še nisem oblačil črno, sem se oblačil zelo pisano in sem bil včasih podoben papigi. A ti je to kdo rekel? Ne, ampak jaz sem ljubil to slikarstvo, ne vem, Picassoja in te zgodbe in sem verjetno to vnašal. In potem, ko sem se pa odločil za črno, imam pa zdaj samo svetlo črno, temno črno, tako nitko pisano. Zdaj si pa kaj, vrana? Ne vem, če sem vrana, ampak moram pa reči, da imam vrane zelo rad. Imam to srečo, da živim v hiši, ki ima dovolj parcele okoli in 3 vrane so se prav naselile. Malo vemo to, da vrane, ki letijo v jatah, so pravzaprav tiste, ki se še niso ustalile. Mi mislimo, da vrane živijo v jatah, ampak ne, vrane živijo tako, da se ne selijo, podobno kot štorklje. Te, ki živijo v jatah, so odpadniki ali pa še niso odrasle. Tako da jaz imam te vrane doma. Sicer sem zdaj malo jezen na nje, ker jih krmim, ker dobivajo vsak dan hrano. Pač to, ker ne pojemo, te ostanke, ki jih ne zavržemo, ampak imam pa tudi kužka malega. Ja. In ravno včeraj se je zgodilo, da sem mu dal eno, da vem, nekaj, kar je podobno kosti, ampak ni kost, ko se dobi kupiti za te male kužke, pa mu je vrana odnesla. In je bil tako žalosten, in bil čisto deprimiran. Tako da sem rekel, da zdaj imam malo slabše mnenje o vranah. Ja, ker najbrž prinesla je, pa ne bo, da bi se ti izboljšala mnenje, ne? A da bi kaj vrnila? Ja. Ne, pri živalih se to verjetno, živali vračajo na drug način. Ja. No, ampak to, kako prihaja k tebi ta jezik, recimo, zdaj nazadnje sem brala tvojo knjigo Kuri pastir, kjer pripoveduješ, pravzaprav si rekel, da to sploh ni roman, to je res avtobiografija, pripoveduješ svoje rojstvo in svoje otroštvo preko svojih staršev, predstavljaš svojo družino. Ampak ta jezik v tej knjigi je res nekaj tako posebnega. Kako prihaja ta jezik do tebe, vse te besede, te strukture stavčne, pa ne bi rada zvenela tehnično, ampak nekako je res, lej, ti bom povedala. A veš, da jaz, ko berem tvojo knjigo, jaz recimo ne moram zraven jesti nekega prigrizka. Bravo. Kar ne moram, nekako me tako pritegne knjiga, da pač... To vsekakor pove, da je boljše brati, kot gledati film, ne? Ker pri filmu si lahko prigrizke privoščimo pa pivo. Obstaja temeljna razlika, no? Zdaj, če malo obrnemo okoli, obstaja temeljna razlika med branjem in gledanjem, ne? Filma. Ko beremo, soustvarjamo, ko beremo, se knjiga znova rojeva, gledamo svoj film. Ko gledamo film, ne soustvarjamo. Sicer čustvujemo, ampak sprejemamo podobe, ki so postavljene pred nas. In to je temeljna razlika, ne? Zato verjetno se ne da glih grickati ob knjigi, če te potegne, če posrka vase. Ampak obstaja tudi temeljna razlika, kako to nastaja, ne? In seveda je vprašanje o jeziku povezano v veliki meri z nastajanjem knjige
recimo jaz sem imel pri Kurjem pastirju velike nevarnosti, bila je past, ker gre za spominjanje in spominjam se seveda v prekmurščini, velike nevarnosti, da bi pisal dialoge v prekmurščini, ker sem slišal, pogovarjal se s temi ljudmi, ko sem pisal v prekmurščini, ampak se nisem ujel v to past, ker je po drugi strani pa ustvarjanje, pisanje literature, pravzaprav tudi romana ali karkoli že to je, pravzaprav stilizacija. Nikoli ne gre brez tega, da ne bi bilo literarno. Ja, literarno delo je stilizacija in če je literarno delo stilizacije, mora biti tudi jezik na ta način narejen. Zdaj seveda, ko sem jaz rekel, da bi se lahko ujel v past in pisal dialoge v prekmurščini, bi bila to zares past. Ker jaz moram v slovenščini, v kateri pišem, doseči enak učinek z drugimi sredstvi, v vsej stilizaciji, da ta jezik živi. In to je ta živi jezik, literarni jezik. Jaz mislim, da je veliko knjig, pravzaprav kot dnevno izhajajo in nastajajo napisano v mrtvem jeziku, v jeziku, ki ne živi. Pri katerem ne dobiš tega občutka, zdaj ti bom jaz povedala kot bralka, tega občutka živosti, tega občutka, da to tečejo besede, kot teče reka, recimo, da te hranijo besede, kot te hrani, ne vem, mango. Meni se zdi to popolnoma, kako bi rekel, normalno oziroma popolnoma naravno. Če meni besedilo ne zapoje, če besedilo ne zazveni, če besedilo ne zaživi, jaz preprosto neham pisati. Kako? Zakaj? A to se tebi potem, ali se ti zgodi, ali se ti pa ne zgodi to? Ja, seveda. In ugotovil sem tudi to, da kar ne bi tako napisal, nekaj, kar bi pisal brez tega žara, brez volje, brez tega občutka, bi tudi bralec težko bral. Ker kaj na koncu, zdaj sicer res skače v sementi, ampak upam, da bodo gledalci neko nit ujeli, na koncu je vse to samo energija. Je samo to, kako lahko literarno besedilo učinkuje s tem, kar je v njega položeno. Nekaj je položeno na ravni jezika, na ravni tega, nekaj seveda na ravni vsebine, na različne načine je položeno. Vse skupaj je ustvarjalni proces, je pravzaprav, kako naj ga ilustriram, iz toliko segmentov sestavljen, da je pravzaprav na koncu čudež, da to se kaj posreči. Pa kaj je to, kar ti narekuje te besede, da si rekel, če ne bi bile tako žive, potem bi prekinil pisanje. Čemu ti pripisuješ potem zasluge za sočen jezik, za to umetnost tvojega jezika? Ja, glej, zagotovo je ustvarjalni proces iz dveh polov, če tako rečem. Na eni strani je to neka zavestno delo, je to, kar lahko zavestno ustvariš, in na drugi strani, zdaj recimo, da je to polovica, je to, kar povlečeš iz podzavesti. Če to dvoje deluje, potem je kakšna možnost, da bo nastalo nekaj, kar bo nek presežek, kar bo imelo dovolj v sebi nekih vseh teh elementov, ki se okoli njih vrtiva, na vse zadnje tudi teh arhetipskih podob in struktur, ki spet učinkujejo. Samo po tej poti gre. Jaz mislim, da če bi pisal samo racionalno, ali pa ti, ki pišejo samo racionalno, brez tega, da se jim odstre iz podzavesti, ne morejo kaj velikega napisati. Lahko napišejo lepe knjige, berljive knjige, popularne knjige, na vse zadnje. Popularne mogoče niti ne, ampak berljive, kvalitetne. Ne, lahko tudi belarne. Vsi te žanri, ki se napajajo drugače, recimo neka žanrska literatura, ne vem, kriminalke ali pa vse to je. To je zelo tehnicistična, racionalno napisana zadeva. Redke so kriminalke, kjer se avtorju uspe odpreti tudi v podzavest. To so potem že tiste, ki niso žanrsko čiste. Potem lahko potegnem skupaj, potem je naša podzavest magična, ker ti pišeš magični realizem. A je potem naša podzavest magična? Naša podzavest je pravzaprav neskončna. To je neko temeljno moje spoznanje. Na eni strani je seveda
Ne vem, ta moja podzavest na drugi strani je kolektivna podzavest. Je en velikanski prostor, iz katerega jaz dejansko črpam. In zdaj, seveda, na eni strani iz lastne podzavesti, ampak če hočem iz lastne podzavesti jemati, ne gre brez tega, da ne bi jemal tudi iz kolektivne. In če jaz jemljem iz kolektivne, se bližam te neskončnosti. Ne vem, kako naj to ilustriram, da bodo gledalci me vse malo razumeli, ampak ne vem, je bil prijatelj, je bil pri meni, je glih dobil dojenčka, dojenček je bil star 1 mesec in je on meni rekel, veš, po noči se mu je pa nekaj sanjalo. Zagotovo se mu je sanjalo, ker je bil tako zelo namiren, pa oči so mu šle po to. Je rekel, pa kaj naj se njemu sanja? Saj se mu ne more nič sanjati. Ja, če nima spomina v bistvu. Ja, pa se rekel, glej, kaj si tako čuden, no, mislim, ni pravi izraz. Vse se mu je lahko sanjalo milijon let nazaj. Ja. Kaj si tako omejen, ne? Ja, kako si tako omejen v mišljenju. In zanimivo, ravno včeraj sem ujel rezultate ene raziskave, seveda kot običajno na miškah, ne? Ampak ta raziskava je drugačna, ni laboratorijska. In so ugotovili, da ko se skotijo, ko pridejo na svet, da prinesejo s sabo neke veščine, ki se jih drugače ne da pojasniti, kot da so jih prinesli s sabo. Ja. Kot da bi... To miške. Pazi, glej, znanstvenik je tako rekel, kot da bi prej, kot so se pač skotile, sanjale ta svet, na katerega prihajajo, in ko so vstopile v njega, so že vedele osnovne stvari narediti. In to je meni recimo... Pa naj še kdo reče, da živali nimajo duše. No, to je tako, ampak imajo, ne, ampak hočem reči, meni so šli mravljinci, ker to dejansko ta znanstvena raziskava potrjuje med drugim tudi vse to, kar jaz že ves čas na podlagi Junga in tega kolektivnega nezavednega govorim, se pravi, da dejansko prihajamo na ta svet, ne prihajamo, kako bi rekel, kot nepopisan list. Kot nepopisan list. Bravo, to si pa zelo lepo povedal. Ja. Ja, sej že, če bereš v tvoji knjigi, se pravi tvoji autobiografiji, je že čudež to, da si ti prišel na ta svet. Pravzaprav si zelo, zelo presenetil svoja starša, ki sta tvojo, koliko let starejšo sestro? 18. 18 let starejšo, ki bi ti bila lahko že mama, ne, recimo. Starejšo sestro že na pot spravila, zelo velika revščina je bila, nekako sta se oddahnila, da otroka spravita do kruha in potem si se od nekod pojavil ti. Ne? In se tudi rodil in tako naprej. Nisi bil načrtovan. Jaz vem, odkot sem prišel. Mama in oče sta se imela res zelo rada. In očitno sta se, kljub temu, da je takrat, 60 let nazaj, ta starost, v kateri sta ona dva bila večja starost, kot je danes, ker tudi življenjska doba je bila mlajša. Tudi če vidiš na fotografiji, na romanu, ki je avtentična, sta videti pravzaprav starejša, kot sta po letih. Ja, zgledata res kot, recimo, tvoja mama bi lahko res bila tvoja babica na tej sliki in tvoja sestra bi res lahko na tej sliki bila tvoja mama, ne? Ja, in že potem vidiš, da so takrat leta šla drugače. No, ampak res sta se imela rada in ker sta se imela rada, sta se ljubila in zato sem jaz nastal. Sem se pač ponesrečil. Ja, no, saj vem, ampak se razumeš, kaj sem hotela reči. Recimo, vsi so bili presenečeni z njima na čelu, razen tisti, ki te je ustvaril. Seveda. Ja. Večkrat omeniš, da najbrž te je zaznamovala tudi ta vzgoj oziroma situacija, v katero si se rodil, okolje, v katerega si se rodil, to, da je bila mama tako zelo odprta in povezana z Romi. Romi vemo, da imajo usodo v svojih rokah drugače kot recimo nek racionalni zahodni svet. Ti se zavedaš v bistvu te dote, kljub temu, da si se v blazno revščino rodil, se zavedaš in si hvaležen za to doto, ali bi kdaj izbral življenje, otroštvo v
neki bogatejši družini, kjer ni problema kupiti kolo, iti na počitnice. Zdaj govorimo osnove, da ne govorimo še, ne vem, leteti z avionom. Več stvari se mi asocira zdaj ob takem vprašanju. Eno je zagotovo to, recimo, ko je bil oče že kar star, se je meni rodil sin in sin je bil takrat star leto pa pol. In sem veliko zahajal k očetu, ki je živel še zmeraj tam, v tej vasi Dolenci. In je enkrat tekel ta mali otročiček po dvorišču in sem starega, ker sem mu rekel, stari, sem ga zafrkaval, a bi se zdaj zamenjal s tem. In je on obsedel in je tako čas rekel, veš, ne bi se menjal. Ne bi se menjal, gled, jaz sem preživel 3 vojne, za njega pa ne vem, kako bo. Ne? In zelo podobno ti bom odgovoril. Jaz enkrat na vprašanje, kaj bi zdaj jaz kot pač relativno človek v letih svetoval mlademu Feriju, to me je novinarka vprašala. In sem tudi rekel, ne bi mu svetoval nič. Ker če bi mu karkoli svetoval, njegovo življenje ne bi šlo tako, kot je šlo. Ja. No, to so moji neki posredni odgovori in tudi v tretje lahko pravzaprav rečem, da ne bi spremenil nič, ravno zaradi tega, ker je vse to, kar se je dogajalo, naredilo iz mene pisatelja. Jaz pa, če bi se znova rodil, bi spet želel biti pisatelj. Ne? Res? Ja, vsekakor, seveda. Ja, to pa je potem res to močno poslanstvo. Ampak ti praviš, da si rekel, ne bi nič storil drugače. A pa ti praviš, da si imel možnost marsikdaj storiti drugače, kako močno te je vodilo življenje in kako močno imaš občutek, da imaš vajeti svojega življenja v svojih rokah, da ti si tisti, ki odločaš o manjših in večjih odločitvah, ki nekako, ja, naj ostanem pri tem. Glej, prva asociacija zdaj ob takem vprašanju mi je to, da ko se oziram nazaj, da sem ravnal zmeraj prav, ko sem rekel ne. Jaz sem namreč v življenju velikokrat, neštetokrat rekel ne. Čemu recimo? Marsičemu. A si se prikrajšal za kakšno izkušnjo potem? Tudi recimo nisem postal novinar, Ja. oziroma nisem ostal novinar, ker sem rekel ne. Tule blizu, na takratnem radiju Ljubljana, sem rekel ne. In čez veliko let vrgel me je potem šef, no, da ne bom z imeni govoril, ker brez veze, vrgel me je dejansko na ulico in čez nekaj časa sem ga srečal in sem rekel, da greva na kavo. Pa me je tako čudno gledal, mislil je, da bom smetano namazal na brke ali kaj. Ja. In sem rekel, poslušaj, ti si mi največjo uslugo v življenju naredil, ker če me ne bi nagnal, takrat bi jaz še zmeraj bil novinar v dnevno informativnem uredništvu, tudi na radiju, zdaj sem pa pisatelj. In sem mu kupil kavo. Mislim, hočem reči, zmeraj, ko sem rekel... Misliš, da je tako boljše biti pisatelj kot novinar? Mislim, jaz sem pa rajš novinarka kot pisateljica. No, da ne bom kdo zdaj, to je zdaj tako meni, jaz moram biti oseben, meni je boljše biti pisatelj. Ja. Ker novinarji vendarle operirajo z nekimi, kako bi rekel, stvarnimi dejstvi, preverljivimi dejstvi. Novinarji v mojem percepciji bi morali biti tisti, ki širijo preverjene informacije, ki širijo resnične informacije, se pravi resnica, pravica, vse to bi moralo svobodo, vse to bi moralo novinarja zanimati. Tak si je zamišljen sebe kot novinarja. Ne? Poslanstvo novinarja, ne? Ja, poslanstvo novinarja. Zdaj pisatelji si pa lahko zmišljujemo, ne? Pisatelji pa nismo zavezani temu, ne? Da bi morali. Vse, čeprav jaz ne morem iti na grob, zdaj očetu in mami, ne? In reči, oprostite, to sem si pa zmislil, ne? Tudi No, ne saj smem, to. v tem primeru tudi jaz ne smem Saj lagati. to, Ne? zato sem ti rekla, koliko je to tvoj roman, se pravi, da so stvari notri potvorjene, obrnjene, obarvane z domišljijo in koliko je notri resnice. Pa si rekel, to je resnica. Ja, to je neka globlja resnica v mojem otroštvu. Jaz zdaj svoje otroštvo drugače razumem. Ja. Rekel sem prej, da to verjetno ni roman, zame ni roman, ker ni kot so vsi, kot je ostalih 29 romanov, ampak je tam na nekem posebnem mestu, ker ga še zmeraj premišljujem
In zato, ker sem ga napisal, vem več o svojem otroštvu. In se lahko tako suvereno zdaj s tabo pogovarjam, pravzaprav, ne, tako, mislim, odločno se lahko pogovarjam, ker mi je popolnoma prezentna ta zgodba drugače, kot sem jo doslej nosil. Ne? Nosil sem neko idealizirano zgodbo svojega otroštva, kot jo verjetno večina nosi. To je pa zdaj resnična zgodba mojega otroštva. In dejansko, kakorkoli se vrtiva ta zgodba, se začenja s to ljubeznijo. Oče in mama sta bila iz najbolj revnih hiš v tej vasi. Njeni in njegovi niso sprejeli, da sta se zaljubila in so branili te ljubezen, ker njeni so mislili, da se bo mama malo boljše poročila, ker takrat so se ženske vzpenjale po tej lestvici družbeni tudi s tem, da so se boljše poročile, pa so bile malo manj revne, recimo, ne, ali pa celo bogate. Tudi njegovi niso sprejeli tega in sta morala pobegniti od doma, nista šla daleč in en prijatelj ima je dal nekaj, kar je bilo podobno sobi, ne hiši. In mama je prinesla jedilni pribor, se pravi, samo za 2 jedilni pribor, ne celi, tisti, kot jih dajo na poroki. Oče je prinesel nekaj, kar je bilo podobno posteli. Ko sta se poročila, se je zgodilo nekaj, kar nisem v tem romanu napisal. Takrat je bila torta nekaj tisti simbol, kdo je imel na poroki, na gostiji torto, to je bilo. In je ta prijatelj, ki me je dal hišo, je pa naredil štos, za katerega nista vedela in je, zdaj pa ne vem, če boš to vedela, kako to izgleda, ampak ko stiskajo bučno seme, nastanejo ene pogače, zelo trde, z njimi ponavadi krmimo ptiče, to so take pogače, ki nastanejo. In on je iz 3 teh pogač, ki jih je predmazal smetano, naredil torto. In ko je hotela mama zarezati, ni šlo. In oče mu je to do konca življenja zameril. Hočem reči, da to so zgodbe, ki krožijo okoli tega, ampak drugo sem hotel povedati. Ona 2 sta se res poročila iz ljubezni. In sta celo življenje pravzaprav dokazovala, da se da iz ljubezni. To ju je gnalo. Da bi dokazala v kasnejših romanih, če mi je uspelo napisati, se bo videla, da jima je v veliki meri uspelo. Ne? In ti si iz tega večnost naredil, ne? Večnost si iz tega naredil, se pravi, v knjigo si to dal in to bo ostalo tudi po tebi. Ne? Ja, in jaz celo tako daleč si upam reči, ne, da to, kar sva že prej omenjala, da sem se res rodil iz ljubezni, ampak z ljubezni sta tudi poskrbela zame. Ne? Jaz mislim, da sta iz te ljubezni res naredila en most iz te revščine, da sem jaz lahko odšel po njem, nepoškodovan, ne? Ja, in tudi, da pravzaprav nisi imel občutka te revščine, ne? Ti si predstavljal tudi to vašo hišo, ki je bila res uboga, nekako in ta prostor kar širše, seveda kot otrok, jasno. Ti nisi imel tega. Ne, jaz se o tem pa se res sprašujem tudi zdaj, ko premišljujem to. Jaz se res nisem zavedal te zgodbe, predvsem se nisem zavedal te revščine. Ne? In sem tudi premišljeval, zakaj se je nisem zavedal. Nekako je to mogoče pravzaprav. Ne? Ker vidiš iz romana, kako to, da to ni bila ta grozna revščina, pomanjkanje. In več razlag sem potem dobil. Ena izmed razlag je verjetno ta, da je bilo takrat veliko revnih, da revščina, da je mama zmeraj rekla, ampak vse oni so pa še bolj revni. Ne? Mislim, tudi vsi ti cigani, s katerimi smo se družili, so bili seveda še bolj revni, ker so bili še nekateri v šotorih. Ampak še nekaj me je prešinilo med takim pogovorom nedavno. Pred 60 leti je bil vendarle drug čas. Namreč čas, kako zdaj ne rečem, socializma, komunizma, ideje enakosti in to je bilo seveda moj vstop v šolo je že povezan s tem. Ne? Jaz vem, da smo tekli s Titovo štafeto, ne? Pa nisem nikoli razumel, kako to do njega pride, ne? Ker sem dal naslednji. V tistem času je bila revščina na nek način vrednota. Ne? Delavci, ne vem, koliko se ti tega spomniš. Ne? Ti si jaz se tega na ta način ne spomnim, ampak sem velikokrat poslušala, seveda, da tisti, ki ima, tisti goljufa, tisti, ki nimajo pošten. To je si mi vzela besede iz ust, mi smo takrat pravzaprav
grdo gledali na tiste, ki so bili bogati. Ja, Ker s temi, ki so pa bogati, je pa nekaj narobe. Narobe, ja. Ti so pa, ali so Ampak to spet kradli, ni črn- ali so nekomu vzeli, ali so... Ja. Ali, ne? In mogoče je pa to pomagalo tudi. Ne? Se pravi, to so špekulacije, ampak jaz se dejansko nisem zavedal tega, ko sem v teh vizijah, ki so se okoli tega romana dogajale in ko sem to se soočil s tem, veš, da me je dejansko mama, če me je hotela skopati, je uporabila tisto leseno korito, v katerem je sicer mesila kruh. To je bila banja za skopati. Ja. In poleg tega pa še, to je bila prva posteljca. Tako da je v bistvu se mesil kruh tam, kjer se je otrok kopal in kjer je otrok Spal. Ne, večje revščine verjetno ni, razen, če nimaš korita. Veš, mislim, če nimaš korita. No, sej to, Feri, ampak vidiš, to je to vedno, kar zgodbe pričajo o tem, kaj se da narediti, kaj iz malega raste, kaj se da narediti. Se pravi, ti potem ti ne živiš niti približno revščine, oziroma jo kasneje tudi nisi živel. Ti prvo knjigo, ki si napisal, je bila uspešnica, ti prinesla denar, lahko si z njim razpolagal, nisi bil tisti človek, ki pač bi se bal za svoje preživetje in tako naprej. Ne? Kaj bi rekel, kako je tu usoda povezana? Se pravi, če je bila tvoja usoda, da se rodiš v blazno revno družino, kaj potem se je zgodilo s to tvojo usodo? Ni to nujno, da potem to tudi živiš do konca svojega življenja? Zdaj, če bi se malo hecal, ne, zagotovo je boljše začeti iz nič, ker potem spremljaš to kepo, kako se kotali in postaje vse večja, ne, in kot pa se roditi obratno, ne, da se rodiš v bogatstvu in potem se to bogatstvo topi. Ja. In na koncu poznam veliko takih primerov tudi. Ki ne znajo tega ohraniti. Ja, tako da ta problem tretje generacije, ne pri bogatih recimo, ne, ki običajno zapravi premoženje, ampak ne, vse to se mi pravzaprav niti ne zdi bistveno, ker mislim, da sem imel srečo. Ne, težko bi našel nek drugi odgovor. Ne. Srečo v tem smislu, da mi res po prvem romanu pravzaprav nikoli ni bilo treba več pisati z mislijo na denar. Ja. Ne? Ja. Veš, to je neko razkošje, ki si ga pravzaprav verjetno tudi pisatelj, kako lahko to gledamo, okoli težko primerja. Zakaj se je meni posrečilo? Ne veš? Ne vem. Razen, če razmišljam takole, ne, da je treba za srečo imeti pogum. Ne, se pravi, itak je dejstvo verjetno to, da ne gre za to, kot je rekel, ne vem, že doktor Trstenjak davno že, da ne gre za to, da imeti srečo, ampak gre za to srečen biti. Ne? In zdaj srečen biti, jaz mislim, da je za srečo res potreben pogum in mogoče je bil pogum za srečo ravno zmeraj takrat, ko sem rekel ne. Ne? Se pravi, ko nisi sledil, boš rekel. Sreča ti pride pred tebe in če nimaš pogume, da bi jo zagrabil, boš šla mimo. Veš, sreča ni nekaj, kar bi tako... Ja. Saj hecno, da bi človek temu rekel, da si rekel ja. Ja, ampak ti zdaj govoriš, da si rekel ne. To pomeni, da si v bistvu ta ja in ne. Zato, ker je po moje na drugi strani hudič, ki ti ponuja vse druge, nekaj, kar te odpelje. Ne? Ja. Ampak čemu si pa rekel ja potem? Daj mi še to povej za konec intervjuja. Čemu si v življenju govoril in govoriš ja? Ljubezni, svobodi, pravičnosti, resnici, vsem tem stvarem sem rekel ja. To, kar govorim ne, je zmeraj temu hudiču, ne. Mislim pa zdaj ne mislim hudič v nekem krščanskem smislu, ne, ampak temu, kar te zavaja, kar te zapeljuje. Pridi v našo stranko, na naši stranki boš napredoval, naša stranka ti bo omogočila, da boš obogatel, naša stranka ti bo... Ne, evo, to je že govor, ki ga jaz ne sprejemam. In rečem ne. Ne? In seveda se zdi to na prvi pogled nespametno, ampak kasneje se izkaže, da je ta ne bil zelo pomemben. Ne? Da nisem zdaj nek ideološko
zdaj, če že v tem, če smo zašli na to področje, da sem neki ideološko obremenjen pisatelj, ne, ker jih imamo tudi, kaj šele ideološko funkcionaliziran pisatelj, ker jih imamo tudi, ne. Ja. Ampak sem nekdo, ki preprosto je odgovoren samo sam sebi in svojim bralcem. In to je tudi to, ne, da najbrž nekje v podzavesti, če ti veš, da si preživel samo od ljubezni, oziroma v tisti mali, ker si rekel, da si spal in se hranil in umival, nekaj v tebi ve, da boš preživel vedno, pač dokler ti bo namenjeno. Ampak hočem reči, da boš v vsaki situaciji lahko preživel samo od sebe, od ljubezni. A je to preveč romantično? Zdaj se sliši bolj romantično, kot sem želela povedati. Ja, no, če ne bi dodala ljubezni, bi mogoče zvenelo manj romantično. Ja, mogoče. Mogoče. Ampak glej, vse skupaj je povezano. Jaz seveda ne poznam formule, ne? Ja. Bi zvenelo zelo, kako bi rekel, nespametno, če bi karkoli hotel prodajati kot svojo resnico. Celo mislim, da je vsaka pot drugačna in da je vsaka pot posebna. Kje pa najdemo to notranjo moč? Ne? Kje najdemo to sposobnost, ne? Da ne obupujemo? Kje dobimo ta očala, skozi katera gledamo na svet? Zagotovo to dobimo v otroštvu. Tudi v otroštvu. Ne? Zagotovo to dobimo v otroštvu. In to so neki vzorci. Kaj je zdaj to? Če je pisanje takega romana in to brskanje po tej globinah podzavesti in teh sipinah, če je to karkoli drugega, težko rečem, neka velika umetnost, ne vem, če je to želelo biti, je pa v bistvu neka psihoanaliza. Ne? In vse, če greš po moje psihoterapeutu, ne po mojem zagotovo, zdaj kjerkoli šola je, ampak tja greš v otroštvo, v zgodnje otroštvo, ker gre on iskat vzorce, ki te v življenju vodijo, ne? Vzorce lahko odkriva samo na podlagi tega tvojega otroštva. In zdaj, če spet malo lok naredim, samo ta očala hoče najti, ki si jih ti dobila v otroštvu in zdaj gledaš celo življenje ta svet. No, ja, jaz sicer mislim, da obstaja še več, ne, kot samo teh prvih 5 let, na katere smo zdaj zelo osredotočeni in so zagotovo markantni in pomembni, ampak obstajajo stvari, ki so še nad tem, glede na to, da se rodijo otroci v isti družini. Ampak kakorkoli, Feri, predvsem se zelo, zelo vesela, da toliko tvojih knjig, pesmi, del prihaja v osnovne šole, prihaja med otroke, v vrtce, da je to učno čtivo, da so to bralne značke, da pač deliš vse to, kar teče skozi tebe, tudi med mladino. In zdaj ti moram reči, da je najbolj zdaj trenutno med mladimi popularna moja pesniška zbirka z naslovom Ne. No, ja. in moram reči, da sem to napisal pred 3 leti, ko še ni bilo teh težav z virusom. Ja. Zato, da bi jim nekako sporočil skozi poezijo, naj si upajo v življenju reči ne. Ker se nagotavljajo, da mladi vse manj rečejo ne, da je vse več tistega zamolčanega neja, da je vse več tistega, ne pa tistega odločne postavitve meja, zdrave meje. Ja. Res hotel jih učiti, naj si upajo reči ne. Vse pesmi v tej zbirki se začnejo z ne. Feri, jaz moram zdaj najnemu intervjuju reči ne. Super, konec. To je dobro za ta intervju. ampak hvala ti vseeno, zelo sem uživala s tabo. Hvala tudi tebi. To je bil slovenski pisatelj Feri Lainšček.